Čas je za naš najnovejši skok v globino virov in danes imamo pred seboj nekaj zares izjemnega. Res je. Pred nami je fascinanten zapis izpod peresa Saša Dolenca z naslovom Galileo Galilei – herezija matematike. In naj takoj na začetku jasno začrtam našo današnjo misijo. Prosim kar. Ne bomo govorili le o tem, kako je nekdo nekoč vzel kos brušenega stekla, ga ostavil v cev in z njim pač pogledal zvezde. To bi bilo precej dolgočasno. Absolutno preveč. Preprosto in iskreno, ja, precej dolgočasno. Naša naloga danes je razvozlati nekaj veliko bolj globokega. Ugotoviti želimo, kako je ta mož oborožen z zelo prizemljeno logiko beneškega trgovca in nečim, kar so v tistem času videli kot čisto matematično herezijo, popolnoma in nepopravljivo spremenil način, kako celotno človeštvo dojema resničnost. In da bi to resnično razumeli, a veš, se moramo najprej znebiti tiste klasične romantične predstave. Ta zgodba o, verjetno največjem preobrantu človeške misli se sploh ne začne v kakšnem tihem sterilnem laboratoriju, polnem epruvec in zaprašanih knjig. Kje pa se začne? Začne se v Benetkah. Poleti, natančne avgusta leta 1619. In motivi na samem začetku so bili vse prej kot neko iskanje usvišene kozmične resnice v vesolju. Bili so nadvse posvetni, prežeti s politično preračunljivostjo in golo željo po finančnem preživetju. Ok, dajmo pogledamo podrobne. Kaj se je zares zgodilo? Predstavljamo si ta prizor, ker je resnično neverjeten. Avgust 1609 v Benetkah. Vroče je, tista značilna beneška poletna sopara. Ja, obupno vroče. In veličastni patriciji pa mogočni senatorji v svojih težkih oblačilih se potijo, ko se drug za drugim stiskajo po ozkih, strmih stopnicah zvonika svetega Marka. Njihov cilj pa je bil, da bi z enim odprtim in enim priprtim očesom strmali skozi usnjeno cev z lečami. Ki je bila takrat v bistvu le nekakšna eksotična igrača, ne? Točno tako. Prišla je z Nizozemske in je čez noč postala neverjetna družbena senzacija celotne republike. In na ta zvonik pred senatorje ne pride neki nedosegljivi mitski znanstvenik iz učbenikov fizike. Ne, pride 45-letni matematik, ki je pošteno v dolgovih, oče 3 nezakonskih otrok in glava družine, ki preprosto nujno potrebuje denar. In pride s premišljenim, izjemno strateškim načrtom. In tu viri razkrijajo fantastičen detajl, ki pogosto ostane spregledan. Le mesec dni pred tem dogodkom na zvoniku je teolog in Galilejev tesni zaveznik Paolo Sarpi. Aha, Sarpi, ja, briljanten On je dobil v roke tisti prvotni nizozemski daljogled. In ko ga je preizkusil, ga je sicer občudoval kot zanimivo inovacijo, a je podal ključno, precej uničujočo oceno. Rekel je, da je neuporaben za vojsko. Natančno tako. Zdel se mu je povsem neuporaben za vojaške namene. Slika je bila preveč zamegljena, povečava premajhna in prav to je tisti detajl, ki pojasni vse, kar sledi. Galilej namreč te nizozemske igrače ni le prekopiral. Ne, on ga je v tišini svoje delavnice tehnično izjemno izboljšal. Povečavo je dvignil z 9-kratne na kar 20-kratno in zboljšal ostrino. Ampak tukaj se mi takoj pojavi vprašanje. Če imaš v rokah tehnološki čudež tistega časa, zakaj ga preprosto ne odneseš na trg? Lahko bi ga prodajal premočnim trgovcem, na hitro zaslužil nekaj 100 škudov, poplačal tiste dolgove in imel monopol, dokler ga ne bi konkurenca dohitala. Zakaj tega ni storil? Dejansko zato, ker je igral dolgoročno igro. Odločil se je za mnogo pametnejšo politično potezo. Svojega izboljšanega daljnogleda sploh ni poskušal prodati. Podaril ga je Beneški republiki. Mojstrska poteza. Neverjetna. Spremljalo jo je neverjetno premišljeno pismo Dožu. To pismo je resnično genialno. Ko sem ga bral v virih, se mi je zdelo naravnost briljantno. Njegova retorika, mislim. Senatorjem ni rekel, da je pač zbrusil nekaj stekla. Uporabil je izraz, da je naprava izpeljana iz najglobših spekulacij perspektive. S tem jih je pomiril, ja? Tako je. S to učeno besedno zvezo je tiste mogočne možje pomiril, da pred njimi ni le nek poceni obrtniški trik ali neka iluzija, ampak globoko, resno znanstveno dognanje. Ampak tisti pravi udarni prodajni argument, ki je dejansko prepričal politike, je bil zelo, zelo prizemljen, kaj ne?
Absolutno. Galilej jim je povedal natanko tisto, kar so želeli slišati. Rekel je, s to napravo se bo sovražna plovila na morju videlo kar 2 uri prej, preden bodo sovražniki sploh lahko videli beneške ladje. 2 ure. To je ogromno. V tistem času za pomorsko velesilo, kot so bile Benetke, je to pomenilo ultimativno vojaško in trgovsko prednost, pomenilo je varnost in absolutno moč. In rezultat te predstave na zvoniku. Senat je bil tako navdušen, da so Galileju v trenutku podvojili plačo in mu zagotovili dosmrtno službo na univerzi. Dosmrtna služba zaradi vojaškega pripomočka? To je res ironično, če pomislimo na to, po čemer ga poznamo danes. Je, ampak to nam hkrati pokaže še eno širšo sliko o tem, kako deluje znanost. Odkritja pogosto niso delo osamljenega genija, ki bi ga sredi noči nenadoma prešinila ideja. Zgodovina je tukaj zelo jasna. Aha. Paolo Sarpi v enem od svojih pisem celo uporabi latinski izraz ali ex nostris, kar pomeni drugi izmed nas. Daljnogled je bil v resnici kolektivni projekt, sadav sodelovanja celotnega kroga beneških razumnikov. Galilejev največji in resnični prispevek sploh ni bil v tem, da je zbrusil boljšo lečo. Ampak v čem potem? Njegov genij se je skrival v tem, kaj se je odločil s to izboljšano lečo storiti kasneje. In tu pridemo do tistega prelomnega trenutka. 3 mesece po tisti slavni predstavitvi politikom in vojakom, to je bilo okoli 1. decembra 1609, Galilej stori nekaj nepredstavljivega. Svoj daljnogled preprosto obrne stran od morja, stran od ladij. In ga usmeri v nebo. Naravnost v nočno nebo. Luna je bila takrat stara nekaj dni in njen krajec je zasvetil skozi leče. In čeprav razumem vire, se je v tistem specifičnem trenutku dobesedno razbil tisočletni konsens o tem, kako sploh je zgrajeno naše vesolje. Razbil se je na tisoče koščkov, ja. Spomnimo se, takrat je v intelektualnem in verskem svetu veljalo neomajno Aristotelovo prepričanje, da je vesolje strogo ločeno na 2 popolnoma različna, nezdružljiva dela. Zemlja in nebo. Točno. Spodaj je bil naš zemeljski, umazani svet, pod Luno. To je svet, kjer stvari propadajo, kjer narava gnije, kjer vlada kaos. Zgoraj, od Lune naprej in vse do zvezd pa naj bi bil svet zgrajen iz nečesa povsem drugega, iz popolnega, nespremenljivega, božanskega etra. Vse nebesne krogle, vključno z Luno, naj bi bile po tej logiki popolnoma gladke, sijoče in brezhibne. In Galilej pogleda skozi lečo in na Luni seveda ne vidi popolne gladke krogle. Kar je tukaj resnično zabavno, je tista primerjava izvira z angleškim učenjakom Thomasom Harriotom. Ojoj, Harriot, ja. To je pa res smešno. Mislim, isti pojav, Luno, je približno v istem času opazoval tudi Harriot. A Harriot je videl le neke čudne, nerazumljive lise. Narisal jih je na papir in zraven mrtvo hladno zapisal, da ga površje Lune spominja na mesno pito. Dobesedno, na mesno pito. Ni imel pojma, kaj sploh gleda. Zakaj pa je Galilej v istih lisah videl nekaj povsem drugega? Zato, ker Galilej ni bil samo matematik, bil je renesančni človek z izjemnim predznanjem iz umetnosti. Zelo dobro je poznal pravila perspektive, slikarstva in tehnike padanja svetlobe, tisti tako imenovani chiaroscuro. Aha, sence in svetloba. Tako je. Ko je gledal tiste svetle in temne lise na Luni, je njegov umetnika v njih takoj prepoznal sence. Videl je, da svetloba pada pod določenim kotom in ustvarja sence, natanko tako, kot to počnejo gore ob sončnem zahodu tu na Zemlji. Videl je doline, kraterje in gorske verige. Celo izračunal je višino Lunenih gor, tistih Apeninov. Izdelal je mandat celo 6 čudovitih akvarelnih študij tistega, kar je videl. Čakaj, tole je dejansko to, da je bil umetnik in slikar tisto, kar mu je omogočilo, da je postal boljši znanstvenik. Točno to. Slikarsko oko mu je razkrilo, da tisto ni mesna pita, ampak gorovje. In kar je tukaj zares fascinantno, posledice tega spoznanja so bile ogromne. Strokovno temu rečemo ontološki škandal.
Ontološki škandal. Ja, za takratno miselnost to ni bil le nek nov, zanimiv astronomski podatek. Bilo je rušenje temeljev resničnosti. Če je namreč Luna zgrajena iz kamna, če ima hrapavo površino s sencami in gorami, popolnoma enako kot naša Zemlja, potem nenadoma tista struga, sveta ločnica med nebesnim in zemeljskim svetom sploh ne obstaja več. Nebesa so torej narejena iz te umazane snovi kot naša tla. Predstavljam si, da takratnim učenjakom to ni bilo niti malo všeč. Bili so zgroženi. Scholastika, tisti strogi srednjeveški miselni sistem, ki je združeval cerkveno dogmo z Aristotelom, je takrat namreč izjemno ostro ločevala matematiko od fizike. Kako pa ste bili ločeni? Matematika je veljala za svet čistih, popolnih abstrakcij, primernih k večjemu za miselne vaje. Fizika pa je obravnavala snov, spremembe in iskanje nekega smisla v naravi. Kamen pade dol, ker teži k središču vesolja, ogenj gre gor, ker je taka njegova notranja narava. Galilej pa je vzel to popolno, abstraktno matematiko in z njo začel opisovati umazan materialni svet. To so videli kot herezijo. Za takratne filozofe je storil nekaj nedopustnega. Strokovni izraz v virih je metabazis is allogenos, nedopusten prehod v drug rod. Nedopusten prehod v drug rod. Kako bi si to sploh najlažje predstavljali v našem današnjem jeziku? Predstavljamo si, da bi poskušali opisati okus jabolka z glasbenimi notami ali pa barvo neba z receptom za juho. Aha, nezdružljivo. Ja, za takratne učenjake sta bila matematika in fizični svet dva popolnoma nezdružljiva jezika. Galilej pa je trdil nekaj radikalnega. Trdil je, da je geometrija imanentna struktura same snovi, da geometrija ni le nek idealen svet onstran našega, temveč je nevidno okostje naše vsakdanje realnosti. Poglejmo to na primeru, ki ga omenjajo viri. Njegovo opazovanje v katedrali v Pizi. Ko je bil še študent, je med mašo opazoval ogromen lescenec, ki se je zibal pod stropom. In školastična fizika bi trdila, da je ritem nihanja odvisen od tega, iz kakšne snovi je lescenec in kako težak je, ne? Tako je. Galilej pa je spoznal nekaj nepojmljivega. Čas enega nihanja določa izključno dolžina vrvi. Počakaj, samo dolžina vrvi? Snov in teža sploh nista pomembni? Popolnoma nepomembni. Dolžina vrvi pa je čista geometrija. Če imamo dve enako dolgi vrvi, bosta obe nihali z istim ritmom, pa naj bo na eni obešena krogla iz izjemno težkega svinca, na drugi pa krogla iz povsem lahkega lesa ali celo plute. To je noro. Notranja narava snovi je postala povsem nepomembna. Glavno vlogo nadzora je prevzela nevidna matematična zakonitost. Wow, to je res neverjeten miselni preskok. Ampak tu se ustvari ogromen problem, na katerega sem takoj pomislil. Ta naša zemeljska narava je daleč od popolnosti. Če pogledamo okoli sebe, nikjer ne najdemo tistih popolnih evklidskih krogel iz matematičnih učbenikov. Res je, vse je hrapavo. Vse površine so neravne. In predvsem, v realnem svetu ne obstaja gibanje prezračnega opora in brez trenja. Kako je Galilej sploh lahko dokazal, da matematika vlada naravi, če pa je narava tako, pač umazana in polna motenj? To je bil njegov največji izziv. In rešil ga je z nečim izjemno inovativnim in hkrati zelo posvetnim. Galilej je v znanost vpeljal logiko beneških trgovcev. Logiko trgovcev. Kaj ima pa prodaja blaga opraviti s fiziko padanja kamnev in matematiko? Zelo veliko, če pomislimo na koncept, ki ga trgovci uporabljajo vsak dan. A veš, ko beneški trgovec na tržnici tehta ogromen lesen sod poln dragocenih začimb ali žita, zelo dobro ve, da celotna teža, torej tista bruto teža, ki jo pokaže tehtnica, ni prava vrednost njegovega blaga. Jasno, ker je sod težak. Tako, v to bruto težo je všteta tudi teža samega lesenega soda, torej embalaža, ki rečemo tara. Da bi trgovec dobil pravo, pošteno vrednost, mora to leseno taro v mislih odšteti od celote. Kar mu ostane je neto teža, tisto, kar dejansko šteje in kar prodaja. Aha, torej je Galilej na trenje in zračni upor pogledal kot na embalažo. Natančno tako.
Galilej je spoznal, da mora fizik, ko opazuje varavo, ravnati povsem enako kot ta trgovec. Zračni upor, trenje v podlago in vse ostale motnje pri padanju niso bistvene lastnosti samega padajočega predmeta, so le motnje, sta embalaža, sta tista tara naravnega sveta. In pod tem se skriva neto vrednost. Šele ko fizik s pomočjo intelekta v mislih odšteje ta zračni upor in trenje, se pod vsem tem razkrije neto vrednost, torej čisti, neomajni naravni zakon, ki ga lahko zapišemo z matematično enačbo. To je res genialna prispodoba. Odkot pa je sploh dobil idejo, da bi naravo obravnaval na takšen način? Zgodovinski viri kažejo na zelo presenetljiv izvor, na njegovega očeta. Vincenzo Galilei je bil namreč glasbenik in teoretik, igral je lutnjo in se prežival z glasbo. Glasbenik, zanimivo. In Vincenzo je počel nekaj zelo nenavadnega za tisti čas. Zelo praktično je na strune svoje lutnje obešal različne svinčene uteži in sistematično, eksperimentalno iskal razmerje med dolžino strune, njeno napetostjo in višino tona, ki ga je struna oddala. Aha, pitagorejska razmerja. Tako je. S tem je dokazal, da znamenita pitagorejska glasbena razmerja niso le neka mistična, abstraktna števila, ampak čisto pravi, merljivi fizikalni zakoni. Mladi Galilej je opazoval to očetovo metodo, to miselnost merjenja in jo kasneje neverjetno drzno prenesel na celotno vesolje. Izjemno. Oče je meril strune na lutni, sin pa je z isto logiko izmeril vesolje. Ampak vsaka revolucionarna ideja prinese seboj tudi določeno ceno. Kaj smo izgubili s tem, ko smo začeli naravo opisovati zgolj z neto matematičnimi enačbami? Izgubili smo ogromno. Ko je Galilej odštel to taro, to embalažo izkuštvenega sveta, ni odstranil samo zračnega upora. Njegova metoda je zahtevala, da odvzememo tisto, zaradi česar se nam zdi naš svet sploh živ. Misliš barve in to? Ja. Iz znanstvene slike sveta je radikalno odstranil barve, vonjave, okuse, toploto in zvoke. Trdil je, da so vse to zgolj sekundarne lastnosti, da so to le subjektivni prividi, ki nastajajo izključno v naših možganih in nimajo nobene resnične teže v sami naravi. Svet je postal zelo hladen. Pravi, objektivni svet naj bi bil svet tistih primarnih lastnosti. Ta svet pa je postal izjemno hladen, postal je svet brez barvne geometrije, mase, oblike in gibanja. Vse je želel na silo ukalupiti v to popolno geometrijo. In tu se pokaže, kako ima lahko tudi najbolj genialni svojo veliko slepo pego. In njegova slepa pega se je razkrila prav tam, kjer je doživel največji triumf – na nebu. Njegova obsedenost s krogi. Točno. Odkril je Jupiterove lune in faze Venere, ter bil na podlagi tega prepričan, da je krožno gibanje absolutno edino naravno gibanje v vsem vesolju. Verjel, da edino kroženje ne potrebuje nobene zunanje sile, da bi se ohranjalo v neskončnost. Njegova obsedenost s popolnimi krogi je bila tako neizprosna, da se je zgodilo nekaj neverjetnega. Aha, leto 1609. Ja, leta 1609 dobi v roke znamenito delo Johannesa Keplerja Astronomija nova. V njem so bili jasni, matematično podprti dokazi, da se planeti okoli Sonca ne gibljejo po popolnih krogih, ampak po elipsah. In kaj stori Galilej? Zavrne jih? Gladko ignorira najbolj pomembno astronomsko odkritje tistega časa in elipse zavrne. To je res, tista tragična struktura njegovega genija. Paradoks je neverjeten. Zakaj je zavrnil Keplerjeve elipse? Razlog je globoko povezan s pojmovnimi orodji, ki jih je imel na voljo. Elipsa namreč ni enakomerno gibanje. Ker gre enkrat hitreje, drugič počasneje. Natanko tako. Planet se na enem delu elipsa giblje hitreje, na drugem počasneje. Za takšno gibanje po elipsi bi planet potreboval nevidno spremenljivo silo, ki bi ga nenehno vlekla proti Soncu. Torej, natanko tisto, kar bo šele pol stoletja kasneje Isaac Newton definiral kot gravitacijo. Galilej pa tega ni imel.
Galilejeva fizika takrat preprosto ni imela prostora za takšno privlačno silo. Poleg tega je iskreno sovražil izjemno kompleksne zamudne izračune, v katerih je Kepler naravnost užival. Isti način razmišljanja, ista epistemologija, ki ga je tako pogumno osvobodila spon stare Aristotelove filozofije, kaj je na koncu ujela v past. Priklenil ga je na kroge. In medtem ko je bil ujet v lastne kroge, so se na obzorju zbirali veliko temnejši oblaki. Ta njegova neustavljiva želja po razglašanju absolutne resnice ga je neizbežno vodila v neposreden čelni trk s cerkveno avtoriteto. In pomembno je, da razumemo tole. To ni bil zgolj nek poenostavljen filmski boj med dobrim razsvetljenim razumom in zlobno mračno dogmo. Kje pa? Bil je surov, neizprosen politični spopad za to, kdo v takratnem svetu sploh še ima monopol nad resnico in zadnjo besedo o tem, kaj je realnost. Prelomnica se zgodi leta 1613, ko Galilej v pismu svojemu učencu Casteliju jasno zapiše nekaj za tisti čas izjemno predrznega. Tisto o svetem pismu? Ja. Izjavi, da sveto pismo pač ni učbenik fizike in da se mora v vprašanjah delovanja narave sveto besedilo umakniti razumu in dokazom. Seveda, cerkev tega ni mogla mirno opazovati. Kardinal Bellarmine, ki je bil izjemno inteligenten in izobražen človek, je na to leta 1616 odgovoril s ponudbo kompromisa. Bellarmine je predlagal navidez elegantno rešitev. Naj Galilej o heliocentričnem sistemu, torej da se Zemlja vrti okoli Sonca in ne obratno, govori le in izključno kot o matematični hipotezi. Aha, kot da ni to prava resnica sveta. Tako, kot o priročnem računskem pripomočku, ki olajša predvidevanje položaja planetov, nikakor pa ne kot o dejanski fizični resnici sveta. V filozofiji znanosti temu pravimo instrumentalizem, vendar pa bi bil za Galileja sprejem takšnega kompromisa absolutna izdaja vsega, v kar je verjel. Ni hotel popustiti. Njegov temeljni cilj namreč ni bil le najti neke boljše, bolj priročne enačbe. Želel je dokazati, da lahko matematik z uporabo razuma doseže absolutno, praktično božansko vednost o delovanju same narave. Njegov ponos mu torej ni dovolil umika. In njegov opor postane celo jezikovne narave, kar je še posebej zanimivo, ko sem bral vire. Namesto, da bi svoja dognanja pisal v varni, hermetični latinščini, ki so jo razumeli le najvišji učenjaki, pa tisti škofje in profesorji v varnih zidovih samostanov, se odloči za popolnoma drugačen pristop. Italijanščina. Začne pisati v sočno, vsakdanjo italijanščini. Njegovo ključno delo Dialog o dveh glavnih svetovnih sistemih je napisano v obliki pogovora, ki so ga lahko brali trgovci na tržnici, ladjedelci v pristanišču, inženjerji. Zelo nevarno za cerkev. Zelo. S tem je intelektualno debato dobesedno iztrgal iz rok cerkve in jo preselil naravnost na ulice. V tej knjigi imamo 3 like. Salviati pametno zagovarja nov kopernikanski sistem, Sadredo je navidezno nevtralen poslušalec, tretji lik pa se imenuje Simplicio. Simplicio, ja, preprostež. Simplicio predstavlja tistega zaostalega, trmastega učenjaka, polnega starih Aristotelovih resnic. In tu, morda iz arogance, stori Galilej usodno napako. Zelo priljubljen filozofski argument svojega takratnega prijatelja, in to ne kogarkoli, temveč samega papeža Urbana VIII. Najhujša napaka. Argument, da bi vsemogočni Bog lahko svet ustvaril kakorkoli, mi ljudje pa vidimo le privide in nikoli ne bomo spoznali resnice. Ta papežev argument Galilej preprosto položi naravnost v usta tega tepca Simplicio. In s tem je prestopil zadnjo mejo. Norčevati se iz papeža v knjigi, ki jo berejo navadni ljudje, je pomenilo, da vrnitve ni bilo več. Proces leta 1633 pred inkvizicijo in obsodba, ki je sledila, sta imela daljnosežne in zelo mračne posledice za vso Evropo. Kakšni so bili sploh grehi, ki so mu jih očitali? Očitali so mu 2 poglavitna greha. Prvi je bil seveda pričakovan, tisti kozmološki greh, torej zagovarjanje prepovedanega heliocentrizma, a veliko pomembnejši in globši za zgodovino naše misli je bil tisti drugi, epistemološki greh.
Inkvizicija je obsodila njegovo drzno vztrajanje, da ima matematik avtonomno pravico do razglašanja absolutne resnice o svetu, popolnoma mimo teološke in cerkvene avtoritete. In papež je bil verjetno besen. Papež Urban VIII je bil absolutno besen. Poskrbel je, da ta obsodba ni ostala tiho skrita v kakšnem prašnem vatikanskem arhivu. Zgradil je pravo kampanjo strahu. Z uradnimi okrožnicami, stotinami pisem in celo javno tiskanimi plakati je poskrbel, da je novica o padcu velikega Galileja dosegla prav vse kotičke Evrope, od Neapalja do Vilne. Kot neko opozorilo vsem ostalim. Natanko tako. Razsežnost te komunikacijske akcije je bila tako silovita, da je povzročila hud pretres med intelektualci. René Descartes, ki je takrat živel v Franciji in pisal svoje revolucionarno delo o svetu, je bil ob novici tako zelo prestrašen, da je skoraj zažagel vse svoje znanstvene rokopise in za dolgo časa povsem prenehal z objavljanjem svojih dognanj. Strah pred inkvizicijo je ohromil evropsko znanost. To nas pripelje do tistega zadnjega, zame izjemno melanholičnega prizora te neverjetne življenjske zgodbe. Človek, ki je človeštvu razkril pravo podobo vesolja, je zdaj uradno obsojen, ostarel, osramočen in prisiljen v popolno izolacijo. Živi v strogem hišnem priporu v majhni vasi Arcretiri blizu Firenc. Ne sme imeti obiskov, ne sme objavljati. Toda njegov tisti briljantni ne miruje. Ne, nikoli ne miruje. Ne gleda več v zvezde in neskončno vesolje, temveč se posveti popolnoma banalnemu, vsakdanjemu vprašanju. Preučuje, kako padajo kamni. Namerno poudarjam tisti kako. Stare učenjake Aristotela je vedno zanimalo, zakaj nekaj pade. Galilej pa v priporu izdela fantastičen praktičen eksperiment. Vzame gladko bronasto kroglo in jo spušča po rahlem, skrbno izdelanem klancu. Ta klanec celo obloži z gladkim pergamentom, da bi čim bolj zmanjšal trenje. Spet tista naša znana logika trgovske tare. Spet, ja. Ker pa v tistem času seveda še niso imeli štoparic ali natančnih mehanskih ur, časovno komponento meri na neverjetno inovativen način, uporabi vodno uro. Vodo, ki izteka skozi tanko cevko, medtem ko krogla potuje po klancu, po vsakem posameznem spustu, zelo natančno stehta. Obenem si menda celo pomaga z udarjanjem takta, z ritmom iz tistih svojih glasbenih dni. Ampak me na obranju tega vira prešine misel, kaj je pravzaprav dokazal s tem kotaljanjem krogle in tehtanjem vode. Pri tem eksperimentu nam viri ponudijo ključen detajl. Tisti preblisk, ki dejansko pojasni celotno naravo moderne znanosti in njeno ločitev od preteklosti. Galilej sam namreč zapiše, da vsega tega kompleksnega znanja in natančne zakonitosti pada, torej da so poti, ki jih telo prepotuje, sorazmerne kvadratom časov, nikoli ne bi odkril zgolj samo s tem eksperimentiranjem. Torej, eksperiment ni bil vir odkritja. Ne. Eksperiment z bronasto kroglo zanj sploh ni bil vir prvotnega odkritja. Do tega matematičnega zakona je najprej prišel izključno prek svoje čiste geometrijske intuicije znotraj svojega uma. Fizični poskus s kroglo na klancu in vodo je bil le končni, oprijemljiv preizkus, nekakšen vizualni dokaz za tiste, ki so še vedno dvomili. Da jim je lahko pokazal. Ja, s tem je bil Aristotel dokončno poražen. Narava pri padanju kamna ne sledi več neke skrite notranje želji, ne išče več svojega naravnega mesta v središču vesolja, gibanje izgubi vsakršen smisel ali cilj in postane zgolj in samo še matematična enačba. Čas pa si iz abstraktnega filozofskega pojma prelevi v povsem navadno merljivo spremenljivko. Tukaj pa se vprašamo nekaj zelo praktičnega. Zakaj bi nam bilo sploh mar za to? Zakaj je to dogajanje, to tehtanje vode in razmišljanje o tistih neto vrednostih iz začetka 17. stoletja danes sploh še bistveno za naše vsakdanje življenje? Dejansko je bistveno. Odgovor, ki ga ponujajo viri, je naravnost usupljiv. Brez te Galilejeve logike odstranjevanja tiste zunanje embalaže videzov, naš sodobni svet preprosto sploh ne bi mogel delovati. Najbolj očiten in vsakdanji primer tega je tehnologija, ki jo imamo vsi v svojih avtomobilih in telefonih. Satelitska navigacija oziroma sistem GPS. To je izjemno nazoren primer, a veš, kako zelo smo odvisni od te metode.
Ko naš sistem GPS danes izračuna naš natančen položaj na cesti in nam pove, kje moramo zaviti, mora sistem hkrati združiti in uskladiti več nivojev kompleksne fizike. Na eni strani se seveda zanaša na klasično Newtonovo mehaniko gibanja. Na drugi strani pa mora nujno uporabiti zapletene Einsteinove korekcije, ki upoštevajo celo tisto drobno, komaj zaznavno ukrivljenost prostora in časa, ki nastaja okoli velike mase Zemlje. Pa gre za velike popravke tu. Ne, govorimo o neverjetno majhnih popravkih. Gre za razliko le nekaj 10 mikrosekund na dan med časom na satelitu in časom pri nas na tleh. Toda pazi to, če bi tiste abstraktne matematične popravke zanemarili, če bi jih ignorirali in preprosto izbrisali iz enačbe, bi naša lokacija na zaslonu telefona že v enem samem dnevu kazala napačno za dobri 10 kilometrov. 10 kilometrov napake na dan. Da. Naše zaupanje v te matematične modele nevidnega sveta je postalo absolutno in brezpogojno. Danes svetu ne verjamemo več na besedo, povsem zaupamo goli matematični enačbi tistih nevidnih satelitov, ki tiho tiktakajo nekje visoko v orbiti. Majhna hladna naprava v avtu nam matematično dokaže, kje natančno moramo zaviti, in tej informaciji na zaslonu zaupamo bistveno bolj kot svojim lastnim očem in lastnemu občutku za orientacijo v prostoru. In ob tej naši neverjetni, skoraj slepi odvisnosti od abstraktne matematike se zaključi tudi osebna življenjska zgodba Galileja s podobo, ki nosi ogromno, skoraj poetično težo. Človek, ki je prvi pogledal zvezde in luno, ki je dobesedno razbil nebesa in s tem spremenil vse, je proti koncu življenja v svojem priporu popolnoma oslepel. Oslepel je, ja. Ostal je prikrajšan za čut vida. Paradoksalno se je s to fizično slepoto popolnoma oddaljil od čutnega sveta zunaj sebe. Natančno tako, kot je to ves čas zahtevala tista njegova nova, stroga metoda iskanja čistih abstrakcij. Kopernik je bil tisti, ki je prebudil človeštvo in nam vzel tisto toplo, pomirjujočo iluzijo, da prebivamo v samem najpomembnejšem središču stvarstva. Galilej pa nam je namesto središča sveta v roke položil neizmerno močno, a hladno orodje. Univerzalni jezik matematike, s katerim sploh lahko poskušamo razumeti ta neskončni prostor. Če sklenemo najpomembnejšo ugotovitev naše današnje analize virov, je sporočilo izjemno jasno in globoko. Resnica o svetu ni nikoli neposredno na površini, ni nekaj, kar bi lahko zgolj pogledali z golo ogliko, preprosto izkusili in takoj razumeli. Do prave resničnosti pridemo šele takrat, ko z močjo in neizprosno strogostjo intelekta izluščimo skrito bistvo in odstranimo vso tisto motno taro, vso tisto embalažo našega čutnega vsakdana. A vseeno se mi ob tem poraja vprašanje, ki odpira povsem nova, nekoliko srhljiva obzorja. Če je celoten naš moderni svet dejansko zgrajen na tej Galilejevi genialni metodi neusmiljenega iskanja tistih čistih, netujitke matematičnih enačb. In če ta ista metoda od nas strogo zahteva, da izbrišemo in povsem ignoriramo vse, kar so po njegovem le subjektivni prividi naših čutov, torej barve, čustva, vonje in zvoke, kateri ključni, morda celo najpomembnejši deli celotne resničnosti nam danes zaradi tega popolnoma in nepopravljivo uhajajo. Preprosto zato, ker jih ne znamo in jih verjetno nikoli ne bomo znali ujeti v nobeno matematično formulo.